Obvladovanje stresa s komunikacijo. Morda nekaj napotkov v imenu kupa komunikacije, ki vam lahko pridejo prav tudi v dneh, ko moramo ostati doma. Stres je preprosto stanje, v katerem se nahajamo zaradi situacije, ki je neobičajna, neobvladljiva, in če si pomagam še s kakšnimi zapiski naših kudokartic, posledice stresa so različne. Občutimo jih lahko kot nek psihološki odziv, čustvene težave v obliki jeze, strahu, nekih nepredelanih čustev, ki nas začno najedati. Kot vedenjski odziv, še tako miren človek, ko reagira jezno, morda zavpije, v kakšni drugi situaciji bi odgovoril povsem mirno. V delovnih okoljih zaznavamo to v obliki slabše izvedenih del. Človek potrebuje več časa, da opravi na primer neko delo, ali ni opravljeno brez napak, dovolj kakovostno. Potem je seveda tukaj še fizični odziv. Pravijo, da kakšen prehlad, glavobol, težave s hrbtenico velikokrat kažejo tudi na to, da smo morda v nekem stresnem, preveč preobremenjenem obdobju. V tem druženju bi rada opozorila, da smo tudi v stresnih situacijah lahko šefi, in sicer svojemu odzivu. Na naš odziv vpliva več dejavnikov. Prvi je raven spretnosti ali veščin. Torej, kako dobri smo v nekem opravilu, v tem, kar počnemo, in večje, kot so naše spretnosti, lažje potem obvladamo nek pritisk, ki smo mu izpostavljeni. Če torej v našem življenju glavnino vsega predstavlja delo in smo zdaj v fazi epidemije obsojeni na nekajdnevni prisiljen dopust, torej da ne delamo, in imamo malo nekih drugih dejavnosti, ali smo morda znotraj celice odtujeni drug od drugega, se ne poslušamo, slišimo, pogovarjamo, potem smo v neki situaciji manj pripravljeni, naše spretnosti, veščine so na nižji ravni, da smo temu kos. In smo posledično lahko v večjem stresu. Drugi moment, ki je prav tako zelo pomemben, je, kako obravnavamo naš notranji strah, sovražnost, ali koliko imamo iracionalnih misli v tistem nagovoru sami s seboj. Koliko smo pozitivno naravnani v situacijah, ki so nam iz nekega vidika lahko težke, neobičajne. Kakšna je torej tudi kompleksnost nalog, ki jih opravljamo, če se v sosednji Italiji ta hip zdravniki že nekaj časa soočajo z vojnimi razmerami v smislu, da respiratorje namenjajo med bolniki tistim, ki imajo več možnosti za preživetje, pomeni, da opravljajo zelo kompleksno nalogo, ne samo po stroki, ampak tudi glede na situacijo, v bistvu odločajo v nekem smislu o življenju, smrti. In so že zaradi te okoliščine, ne samo zaradi fizične utrujenosti, izpostavljeni kot osebnosti še večjemu stresu. In seveda tudi sam karakter vpliva na to, ali smo bolj odprti, ali smo bolj proaktivni, kako odreagiramo na pritisk neke situacije. Glavni vir stresa pa se mi zdi, da so misli, torej moje misli, vaše misli. Kako tolmačim neko izkušnjo? Ponavadi se vprašam, kako je nevarna, težka situacija, v kateri sem se znašel. In tudi, kakšne sredstva imam na razpolago. Torej, če je situacija težka in imam malo sredstev, da poiščem neke rešitve, je stopnja stresa višja. Zato so toliko bolj primerni in na mestu ukrepi, ki jih sprejemajo vlade, ta hip tako rekoč po celem svetu, ene prej, druge pozneje, da bi ljudje to dobo epidemije in izolacije nekje lažje prebrodili, da ne bi porabili vseh svojih energetskih, tudi denarnih in drugih zalog, ki jih morda imajo. Moja moč je torej moj odziv. To je dobro, da imamo pred očmi v situacijah, na katere ne moremo vplivati, pa vendarle ostanemo sami svoj šef, od nas in samo od nas je namreč odvisno, kako se bomo na te situacije odzvali.
Pomaga nam asertivna formula. Razumem, mislim, predlagam, ki vam jo polagam na srce, tako tudi sredi noči, da jo znate na pamet v delovnem ali v domačem okolju. Tudi, ko vas na primer najstnik nagovori, da bi se s prijatelji odpravil na dopust, mu lahko s to formulo lepo pojasnite, da razumete njegovo željo, da mislite, da se to ravno ne bo išlo na način, kot si je on zamislil, da pa predlagate, da se povežete starši in ugotovite, kdo jih bo lahko zapeljal in na primer jim kuhal vse glavne obroke. Skratka, boljše je uporabiti to formulo, kot z besedo ne da se, ni mogoče zaloputniti vrata nadaljnji normalni, učinkoviti komunikaciji, ki naj bi vse vpletene strani pripeljala do želenega cilja. Kako reči ne nalogam, da ljudem, je zelo pomembno. In sicer, da ločimo najprej ljudi od problema. In da tudi reševanje problema ne ocenjujemo glede na to, kdo je rešitve predlagal, pa kakšne so te rešitve. Torej, da dopuščamo več možnosti, več možnih razpletov, preden se odločimo. Pošteno je, če si zastavimo več notranjih vprašanj. Ali imam čas za to, kar me na primer partner v tem momentu doma prosi? Ali sem prava oseba, da to naredim? Ali lahko to naredi še kdo drugi, morda bolje? Zelo pomembno pa je, če se že odločimo, da rečemo ne neki nalogi, ker čutimo, da ji nismo kos, ker morda čutimo, da ni na mestu v tem trenutku, da ni pravšnji moment zanjo. Je zelo fino, da si rečemo, kaj pa res potrebuje ta moja partnerka, partner, sodelavka, šef, ki me prosi, da to naredim. A morda lahko pomagam kako drugače, tako da bo dosegel svoje potrebe. Če ima žena na primer idejo, dan pred sneženjem, da bi skupaj pomili vsa okna, ker ste pač zdaj vsi na mestu in ji lahko pomagate, in ji odgovorite, da je to res brez veze v tej situaciji in da bo okna že počakala, je eden od možnih odgovorov. Vprašanje je, kaj boste pri predlagateljici s tem izvali. Lahko pa rečete, da je morda tale trenutek pravšnji, da popijete kavico, poklepetata, da je za jutri tak napovedan sneg in da v prvih 2-3 lepih pomladnih dneh, ki zagotovo prihajajo, vsi družinski člani nameravate stopiti skupaj in boste ta okna oprali takrat. Zdaj pa mogoče predlagate kakšno družabno igro, da preživite skupaj kot družina lep trenutek. Notranji zemljevid je potrebno obvladati. To je to. Imam slabo izkušnjo, na podlagi slabe izkušnje si ustvarim neko prepričanje o tem, kako se bo ona doma na delovnem mestu odzval. In potem naša ravnanja pridejo neko navado, na nasprotni strani izovemo že pričakovano ravnanje, to je tisto, ko rečemo, se bo pa spet težila. In obstaja več tehnik, da lahko izboljšamo ta svoj odziv, da postanemo drugačni. Ena je obrat ČRM. Ponavadi reagiramo po sistemu čutim strah v tej situaciji, reagiram hipno. Mnogo podjetnikov je takoj zaprlo SP ob prvih težavah in šele potem na koncu mislim, kaj se to potegne za seboj. Lahko pa to formulo obrnem v mislim, da bomo pomoči v tej situaciji več ali manj deležni vsi, približno v enaki meri v državi. Čutim, da ta situacija se bo enkrat končala in se bomo vrnili v bolj normalne tirnice, čeprav morda po epidemiji nikoli več ne bo tako, kot je bilo. In reagiram bolj umirjeno, bolj premišljeno. Tehnika preokvirjanja nam tudi pomaga, kar pomeni, da na neke okoliščine, na neko obstoječo vsebino pogledamo malo drugače. V vsakdanjem življenju to pomeni, da se znamo morda takrat, ko je težko, tudi pošaliti. Se veste, na omrežjih kroži veliko šal tudi o koronavirusu, da se v 21.
stoletju pričakuje od ljudi, da se preprosto vlečemo pižame, vležemo in smo čim bolj pri miru, domačem kotičku, na kakšnem kavču pred televizijo in tako najbolj pomagamo sebi, svojim bližnjim in družbi nasploh. Torej, vedeti, kdaj ne delati. Napoleon, ko je izgubljal pred Moskvo, je naposled rekel svojim vojakom, ne umikamo se, bežimo, ampak pomikamo se naprej v obratni smeri, torej okoliščine želel prikazati drugače. Tehnika preokvirjanja nam lahko zelo pomaga, ker se lahko vprašamo, zakaj je nekaj v neki okoliščini sicer slabo, lahko bi bilo pa v neki drugi boljše. Tudi stop nam pomaga, stop temu, da sogovorniku beremo misli, da posplošujemo, da obtožujemo. Temu posploševanju, obtoževanju se velikokrat priča, ko se pogovarjam s slušatelji, ko pravijo, da se skregajo na sestankih med oddelki, ker kdo izusti tisto, saj smo vsi naredili, samo vi niste. In treba se takšnim posploševanjem, obtoževanjem vselej upreti z vljudnim spraševanjem, z vljudnim pojasnjevanjem. Res je, da zadnjič nismo uspeli pravočasno pripraviti poročila, to pa ne pomeni, da zamujamo vedno. Prosim, da ne posplošuješ. Zelo dobra je tehnika, ki nam pomaga pri boljšem odzivanju, tudi metoda žabe. Gre za to, da prepoznamo dejstva, da ob nekem dejstvu predvidimo najslabši možni izid in da se potem vprašamo, kaj preventivno lahko storimo vse, da ta najslabši možni izid preprečimo. Branje knjig, delo na sebi je lahko tudi dober način, da izboljšamo svoj odziv. Tako lahko na primer v taoizmu najdemo eno načelo, ki pravi vedeti, kdaj ne delati. Tudi v vsakdanjem življenju poznamo pregovore, boljše molčati kot govoriti. Skratka, v stresnih situacijah je zelo dobro tudi zajeti sapo. V tem primeru priporočam štetje od 40 do 1, torej nazaj, že to malo pomaga. List papirja in svinčnik, da si napišemo po hitri SWOT analizi vse prednosti, slabosti, trenutne situacije, v kateri smo in kaj bi eventualni koraki, poteze pomenili v pozitivnem in v negativnem. In potem prespimo, na primer, vse eno noč. Tehniko TOTAR uporabljajo tudi piloti. Predstavljate si, da odpove na letalu en motor in je treba zelo hitro odreagirati, ker lahko odpove še drug ali je še karkoli narobe v napravi. Skratka, čas je ključnega pomena. Hitro moramo znati odreagirati v neki stresni situaciji. Po uvodnem razmisleku in umiritvi s trezno glavo hitro potegniti diagnozo, torej črto, kje smo, kaj se nam dogaja, poiskati čim več možnosti, sprejeti odločitev, najboljše tisto, ki nam je prva, nekje najbližja. To ne pomeni, da je dokončna. Začnemo z izvajanjem in z spremljanjem, kaj to izvajanje neke odločitve pomeni, in potem so seveda še sprotni popravljalni ukrepi ali dodatni ukrepi, naknadni ukrepi. En zelo vseobsegajoč problem, ki nas je pahnil stres, pač ne moremo vedno rešiti samo z enim zamahom. Potrebnih je več majhnih korakov, je pa treba s prvim korakom začeti v pravem trenutku. Povratna informacija zelo vpliva na to, ali smo v stresu ali ne. In tista povratna informacija, ki jo dajemo sebi, to je notranji nagovor. In tudi, če povratne informacije ni, govorimo o odsotnosti. V delovnih okoljih poleg problema povratne informacije, v kupa komunikacije zaznavam tudi neprilagojen perfekcionizem, ki v delovnem okolju zelo velikokrat sproža stresno situacijo. In pa čas je
izziv. Praviloma v obliki izgovorov in pripomb, da je časa premalo, da ga primanjkuje, velikokrat pa se pokaže, da si ga tako doma kot na delu preprosto ne znamo učinkovito razporediti. Torej, odsotnost povratne informacije, perfekcionizem in pomanjkanje časa so neki glavni trije stresorji v delovnih okoljih. Rada bi vam še predočila 8 koristnih izhodišč za naše odzivanje na neko stresno situacijo. Prva točka je sanjarjenje ali sprejetje. Preprosto je potrebno situacijo, v kateri smo se znašli, sprejeti in se nehati upirati, zato ker nanjo kot na neko dejstvo v nekem momentu nimamo vpliva. Pa to sanjarjenje in sprejetje, kaj vse lahko prinese, kaj vse lahko sami prispevamo, omogoča, da o tem problemu čim širše svobodno razmišljamo, da nismo zategnjeni. Sledi druga točka, to je želja, in sicer želja, da v tistem, kar je v naši moči, prispevamo k rešitvi problema. Kaj jaz lahko naredim v tej stresni situaciji, da bom pomagal. Tretja točka je seveda pogum, ki ga moramo potegniti včasih iz petnih žil, včasih s kakšnimi notranjimi vajami, jogo, s delom na sebi, da si upam reševati problem, brez da bi postavila pod vprašanje, kaj pa če, torej krenem v reševanje problema. Četrta točka je začetek, torej akcija. Na neki točki pač moraš ostati s sedeža, si obuti pancerje in nadeti smuči, če se želiš naučiti smučati. Pokojni urednik je rekel, ko smo gledali na televiziji v uredništvu Bojana Križaja in naše smučarje, navijajte, ampak smučati se ne boste naučili, medtem ko sedite, a ne. Zaupanje je zelo pomembno, in sicer, ko gremo po neki poti v neko možno rešitev, moramo v to rešitev verjeti. Naše meje, moči, energija so omejeni in osredotočenje ali fokusiranje v to, kar smo se namenili narediti, je zelo pomembno, da že vzporedno ne postavljamo nekih rezervnih scenarijev. No, saj grem, to bom naredil, če mi pa ne bo uspelo, bom pa to, ne. To na rezervo ne počnimo. 6. točka je zaznavanje prvih uspehov, torej enostavno moramo videti, da se nekaj že oprostuje od tega, kar sem začel izvajati, in moramo znati na nek način to proslaviti, torej si priznati, ja, fino gre, pravo pot, kažejo se prvi znanilci pomladi. Pomembna je tudi potrpežljivost, torej da znamo potrpeti na poti do rešitve. Tudi do končnega cilja pelje več etap, več faz, več majhnih etapnih ciljev. In moramo se znati sprijazniti z nerešljivim, če si tlele, vidite, takle si včasih napišem, pomaga, kak opomnik. Vedeti, kaj je torej tisto dejstvo, na kaj nimamo vpliva, če je danes snažilo, na to dejstvo nimamo vpliva, lahko se pa s kakšnim dobrim jutranjim čajem opogumim in pripravim mogoče na snidenje, kidanje snega, če bo to potrebno, če ga še bo kaj napadlo, ne. Pri odzivanju še nasvet, da je dobro uporabiti razmislek, torej think, razmisli, ali bom s tem mojim načinom odzivanja pomagal razrešiti situacijo, navdihnil koga ali ga zatrl, ali bom prijazen in si bom želel, da bi se tako odzvali tudi v odnosu do mene. Pomembno pa je tudi legacy thinking ali zapuščinsko razmišljanje. Gre za to, kaj drugim ostane po mojem odzivu. Ko se odzovem in odidem, kaj si bodo mislili o meni, kaj bojo rekli, kaj bodo naredili ob naslednji izkušnji, ki jo bodo imeli z menoj. Torej, kakšno zapuščino, kakšno energijo, kakšen vtis, kakšno vibracijo sem pustil
za seboj po odzivu, ki sem ga izbral. Prožnost pri odzivanju je ključnega pomena. To je tisti pristop, kaj se da narediti, can do attitude. Ni pomembno samo, da smo prožni v smislu hitri, to je del odgovora. Drugi del je, da smo zmožni zaznati čim več rešitev. Da pa smo zmožni zaznati čim več rešitev, pa moramo imeti podporno okolje. To je v družinski celici, nekoga, ki zna prisluhniti, ki zna pomagati, ki zna svetovati. Tudi v delovnem okolju sodelavec, na katerega se lahko obrnem, ko sem preobremenjen, ker mi bo priskočil na pomoč, ali mi bo pošteno povedal, da v tistem momentu ne more in mi bo svetoval, kako bi si lahko sam pomagal. Torej, podporno okolje je prvi pogoj, da lahko ravnamo prožno. Drugi pa, da smo odprtega duha. Če smo naprej zaprti za nove priložnosti in izzive življenja, in izzivi ponavadi prihajajo v preobleki težav in problemov in jih ne želimo takoj prepoznati, potem postanemo rigidni, okosteneli in naša prožnost sčasoma zakrni. In v stresni situaciji se z trdimi, okorelimi odzivi v bistvu še globlje zapletamo in tonemo še globlje v stres. Zato bi vam ob koncu tega kratkega predavanja namenila še misli utemeljitelja taoizma. Lao Tzu je že v 5.-6. stoletju pred našim štetjem dejal to, kar mi vsi želimo. Pazimo na svoje misli, ker misli postanejo besede. Pazimo na svoje besede, ker besede postanejo dejanja. Pazimo na svoja dejanja, ker dejanja postanejo navade. Pazimo na svoje navade, ker navade postanejo naš značaj. In pazimo na značaj, ker to bo slej ko prej usoda. Ena od misli namreč tudi pravi, da živimo življenje svojih odločitev. Nima smisla objokovati za nazaj. Pred vsakim novim odzivom na stresno situacijo, v kateri se znajdete, pomislite, da je odziv vaša moč v vaših rokah in da so lahko posledice še tako stresnega trenutka, dogodka, ki morda traja dlje, kot ste pričakovali ali smo pričakovali, vaša priložnost, kajti vsaka še tako huda okoliščina nam lahko ponudi nekaj novega. Ali po vsakih zaprtih vratih se naposled odškrne vsaj kakšno novo okno. Ostanite zdravi in srečno. Lep pozdrav iz Kupa komunikacije.